Mož vse mine. Tine rine. Tine rine. Sploh ne? Tine rine, a nobena mu ne da. 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 To je moja najljubša bela majica. Sem rekla bela. Bež je tudi lepa barva. Siva je moderna. Zakaj belo ne more ostati belo? Pa saj lahko. Uporabi Rex z učinkom sode. Ta temeljito očisti vlakna in zagotovi popolno belino tudi po številnih pranjih. Bela kot nova. Pranje za pranjem. Pametna odločitev. Rex z učinkom sode. Zlobni mačkon Cat Bastard premierno v Sloveniji. Pošli Hit Crazy na 2929 in se izberi 3 totalno odštekane vsebine. Čakajo te melodije, zvoki, ozadja, animacije in videoklipi, ki te bodo stresli iz hlač. Vse za promocijskih $100. Pošli Hit Crazy na 2929. Rocky, vsak torek ob 20. Samo na kanalu A. Ja, takole, The Drinkersi so bili tole. Premiera v naši oddaji in seveda prvič zavrtena skladba v Denjevih zvezdah. Z menoj še vedno Maki. Ja, ni da ni, ne? Ja. Ja, tako je, ne? Erotika, ne? Erotika. Erotika mora. Zdaj ste šli pa malo iz tiste scene, prej so bile flaške, no zdaj so pa neki drugi rekviziti. Ali skozi flaša, jaz pa flaša, vibrator, flaša. Aha. Ja, ne ste korajžni, moram reči. In drugače ste zadovoljni z izdelkom? Ja, zelo zadovoljni, pač imeli smo malo problemov z ekipo, snemalno pa tako. Ampak smo na koncu poštemali, no, v montaži smo pa dobili tisto, kar smo hotela, ne. Videl sem tudi Nenada Salomeja, no. Ja, tudi on je bil zraven. Tako je, on se je odzval za ston, hvala, Salome. In je odlično odšpilal, ne. Se pravi, ta Tine rine, nobenemu, to je lahko vsak Slovenc, ne, izmed nas, ne, lahko vsak se najde v tem komadu, ne, to je tak širši spektr. To je res, ja. Koliko časa pa je že, odkar ste tole skladbo v spod dali? Mislim, da je še mesec, dva. Čisto sveža zadeva. Čisto sveža zadeva, zdaj se promoviramo po raznih TV-jih, ne. Aha, pa so vas kaj napadali, morala to, ono, tretje? Ne, glih to pogrešam, ne, ker vedno damo eno kritiko, ne, ful, pa se noben sploh ne odzove, ne vem, kaj ne vidijo ali nočijo o tem govoriti. Mogoče so te opazili. Se rajči se pokrijejo, pa nismo videli. Je drugač pa strategija zdaj vašega ansambla za naprej? Ja, seveda, zdaj, evo, 3 komade imamo že posnete, ali sem prinesel pokazati. Ja, da mi vidimo tole. Svet se ne vrti, Tine rine pa nočem na Eurosong, ne, tudi na Emo smo se parjavili, pa so nas spet zavrnila, ne. Kakšna pesem je bila pa to? Nočem na Eurosong je naslov komada. Hej, Rebeka gre naprej, a ne, mi smo Rebeko navijali. In se pravim, te naravne katastrofe se dogajajo, tsunami, potresi. Tudi Ema 2006 se je zgodila. Milaš? Pa mi dva tole malo zavrtela. To je. Upam, da bo delovalo tale mašinka. Saj nekdo, ki zavrti. Bomo videli, kaj se bo zdaj zgodilo. Ampak vseeno, če takole. Kako pa klasične nedelje preživljaš? Kakšna je tebi idealna nedelja oziroma na kakšen način jo ponavadi preživiš? Ponavadi spim, no, ker do 12:00, to je moj običajno se vstajam tako, no. Ja. Kva naredim pol? Kosilo, sprehod po naravi, ko se dobro sliši.
Sprehod po naravi? Plavanje v bazenu, ne, se ne. Ne vem, pač kakšna kava, ne, ker pač malo zmatren si od vikenda, pa kakšna kava ali pa 2 kavi, 3, 5. Potem pa druženje s prijatelji. Aha. Tako, no, čist tipično, malo razmislim, kaj sem naredil prejšnji teden, ne. Take zadeve. Ja, sicer pa, kakšno glasbo rad poslušaš? Gledam to, da si sam glasbenik. Jaz imam punk rock, no. Obožujem Ramonse, recimo. Ramonsi so meni, spim pod zastavo še vedno, pri 25 nikovo. Tako da oni so me tudi inspirirali in navdušili nad glasbo, ne. Ker njih sem pa to štartal 8. razred osnovne šole in potem vse to razvijali, ne. Zato, ker enostavni so mi, direktni za užilo, imajo spevne komade in jaz imam rad enostavne stvari, ne maram komplikacije. Kaj pa slovenska estrada? Slovenska estrada. Zdaj si jih že dobro spoznal. Ja, v redu, mislim, se najde zelo dobrih bendov, srečujem tukaj, kak špilamo, neznanih, ki ne dobijo šanse, da se spromovirajo, da jih zavrtijo. Odlični bendi, zmer imam placu za špilat. Kriza, no. Ja, jaz bi rekel, da je kriza, no. Vsaj glede roka trenutno, ampak upamo, da se bo popravil. Kako pa jaz zdaj, če tako pogledava, ne? Ker Drinkersi imate res eno tako posebno zvrst glasbe. Kako se pa preživi s tako glasbo zdaj v Sloveniji? Ja. Ja, mislim, mi toliko zaslužimo, smo kar v Cirihu odprli svoj bančni račun in gor nalagamo. Ne, zelo je, pač preživi, plačajo ene šivilje, no, po moje. Ne, mislim. A pa samo od glasbe živiš, še kaj drugega počneš? Trenutno sem v glasbi, ja, trenutno. Pa si prav, imam pa priložnost, nočeš, moš to delati. Ja, tako. Sem 100% v tem in verjamem v to in delam pač tudi glasbo, pišem zdaj. Hajdi lovimo Brajdi, nov single. A ja? Ja. Hajdi v Brajdi. Hajdi lovimo Brajdi, ja. Ja, zanimivo. Ja, ker jaz mislim, da to življenje zna biti kar težko. Sploh glede na to, da kar zadeva samo kulturo, ne? Ja, ker recimo Slovenčki si ne pogledajo v obraz pa rečejo, ja, tudi jaz zdaj spijem kozarc vina, 2 kozarca, ne, ampak vsi ne, potem pa prijemo na koncert, pa so vedno razprodane dvorane, vedno ljudje skačejo do šanka, ne, in je vedno luštana, ne, in na živce nam gre ta sprenevedanje, ker se sprenevedajo, da se imajo za nekaj drugega, ne. Ja, vedno državni praznik, ko je Drinkers, ne. Hudo. Kje pa si drugače takole, kadar se greš izprostiti, pa če imaš priložnost, da greš, kam jo najraje odsvreš? Ja, kar v Ortobar, mislim. Misliš zabavo ali... Ja, tako, da se malo nafilaš. Po moje tam po vražnih Ortobar ali pa grem tudi na kakšen hrib, skočam. Pa tako, no, mislim, tam se največ v naravi, no, to mi največ pomeni. Ker meni je zanimivo, ne, tako športnik, ne, ja. Pa zdaj pa Drinkersi, ker to je pa čist skregano, ne. Čist skregano, hokej špilam amatersko malo, ne, tako da. Sem ponovati pol to bolj tako, da gremo igrati, pa pol vedno kakšno pivo po treningu, pa si na istem, ne se shujšaš, ne. To se hit naredi. Kako je pa denimo tale sprememba zdaj vplivala? Ker prej skupina bila v neki eni sestavi, ne? Zdaj se je ta sestava spremenila. Ta sprememba zelo vplivala na, bom rekel, publiko, na tudi vas? Odziv je bil zelo dober, no. Zdaj smo odigrali, mislim, da 8 koncertov in res je bil dober odziv, no. Razen nek so me ne. Ja. Ampak odziv je v redu, mislim, zdaj smo tudi združili še te DDV moje komade, pač tiste najboljše smo zbrali, pa njete tudi igramo, pa te hite Drinkersov in odzivi so pozitivni, ne, zdaj. Edin kakšen organizator še ne ve, da je prišel do zamenjave, pa se bojijo, ja, kaj pa zdaj ta, ne, pa malo tipajo, ne. Ampak mislim, da sem zamenjal, no, konkretno. Ja, se tip glasbe je ostal isti? Tip glasbe... Samo energija malo bolj sveža. Malo več te mladostniške, porno revije, porno energije, no. To pa res. Ampak, če se midva zdaj malo obrneva nazaj, to se pravi,
k prejšnjemu bendu, k DDV-ju, ne, imamo tudi nekaj, da bomo lahko premierno pokazali. Tako je. In zato bova zdaj kar Andreja prosila, da zavrtijo, oziroma v režiji. Da vidimo, kaj so pripravili. Tako. Walt Disney je v krizi, je v hudi finančni stiski. Jaka Racman je čist cool. Ezotera in blefera, iz blagajne cash pobira. Kuža Pluton je tudi cool. Pak, šaki, mali pak, klici ne žigajo. Skušnik jim je dal kredit, da ne uživajo. Miki, miška je sreda, žico možno pakli in bil leder. Banku je denar, da pa je sveta lata. Miki, miška ne vida, obljubu nam je slavo poslal v eter. Banku je denar, da pa je sveta lata. Mali maki ga navija za podlago, pa gremija. Dile pepe, časti skak. Pak pa žaka, sta pobira, s prazno stekle, nica pera. Nijo ver, bo ima pak. Pak šaki, mali pak, klici ne žigajo. Skušnik jim je dal kredit, da ne uživajo. Miki, miška je sreda, žico možno pakli in bil leder. Banku je denar, da pa je sveta lata. Miki, miška ne vida, obljubu nam je slavo poslal v eter. Banku je denar, da pa je sveta lata. Miki, miška je sreda, žico možno pakli in bil leder. Banku je denar, da pa je sveta lata. Miki, miška ne vida, obljubu nam je slavo poslal v eter. Banku je denar, da pa je sveta lata. Ja, takole, tole je bil DDV. Ja, no, še ena premiera v naši oddaji. Moram priznati, da sem prvič videl spot, pa je bil zelo zanimiv. Ja, filmski trak, zelo kvaliteta. No, vidim, ja, še Omarja, Nabarja ste imeli noter. A to predtem, ki je šel na Emo, a potem? Glih, mislim, da je bilo glih na Talentih je zmagoval. Aha. Sem ga glih še ujel. Mislim, vsi smo prijatelja, no, tako da si delal usluge s tem. Aha. Ja, skupina DDV. Kako ste se najdli skupaj? Mi smo iz Grosupla, ne? Aha. Trio. Aha. Smo bili skoraj z iste ulice, no. In smo se najdli in začeli pač pregrati. Ramon se seveda. Potem pa se je začel odvijati in 6 let smo bili skupaj, no, in potem je prišel do dosti resnih zadev, ne. Mislim, začela se nam je neki tujina odpirati, ne. In potem se je bilo treba odločiti, ali družina pa karijera službena, ali pa gremo na špilne. In potem pač pri Bobnarju se je malo zataknilo in se ta piramida sesula, no. Žalostno, ampak zdaj itak DDV komadi še živijo zdaj z Drinkersi, ne. Gre naprej. Gremo naprej, ja. Imate pa kar nekaj spotov, ne? Aha, z DDV imel 5 ali 6, ne vem, zdaj ali mogo. DDV, z Drinkersi, mislim, tudi pri Drinkersih sem nastopil v spotih parih, ne, I love alkohol, so mi zmer kakšne te erotične vložke dajali. A ja, tako da smo v te vloge odigrali? Ja, vedno so mi tam, vem, da smo imeli tudi ene probleme, ker ste bile punce stare, ne vem, 17 let in potem niso smeli predvajati. Zmer nekakšno mino na gazmo, no, tako čist po brezveznem, ne. Hudo. Hudo. So ti kdaj šlogali? Nikoli. A dej no?
nikoli še. Aha, fajn, pol bo midva to danes namreč malo počela, verjetno, malo kasneje. Ampak še prej, glede na to, da ste kar nekaj spotov posneli, je to delo, ki ga rad opravljaš, ali se mu rajši izogneš, pa Ne, kar igraš? meni je to super, no, snemanje spotov. Odlično, zabava. Imaš rad to? Kako pa zdaj skupina sama deluje? Vaša vizija za naprej? No, sicer, ok, spot sem videl zanimivo, mislim, da ljudje bodo to sigurno opazili, ne, če še niso. In je zanimivo, tako da te sprosti. Ja. Se te zbudi. Ja, vidim, da zdaj dva spota so zavrtela, se tudi zame presenečen, nisem videl prej. Je tako, da vidim, da ste obdelali res čisto vse možne teme. Zdaj pa bova še eno pokazala, ne, tole bo še en DDV. Jaz mislim, da bo še eno presenečenje, ne, ker mi nisi povedal, kaj naj čaka, ampak bova pol malo pokomentirala, pa si zdaj le poglejmo. Tole bo tudi zame presenečenje. DDV in seveda tako v DDV sveta. Moja cura hodala po ulici, gledala je oko sebe, ni je znala kamo ide. Baš nije bila sasvim svjesna, baš nije bila sasvim budna. Gledala je malo dole, gledala je malo v zrak. Da je malo pazila, malo pratila, ne bi je tako zgazio. Jer moju curu zgazio kamion, jer moju curu zgazio je kamion, jer moju curu zgazio kamion, jer moju curu zgazio kamion. Sad mi plače cijeli dan, pa lica ta je gurno u tam. Pa gledam kuda hodaš, glupačo, jadna moja, baš ti si zazi prisjedam. Jer moju curu zgazio kamion, jer moju curu zgazio je kamion, jer moju curu zgazio 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 je kamion, jer moju curu zgazio kamion, jer moju curu zgazio kamion. Sveta Marija. Ja, takole. Tole so bili DDV in premiera seveda v naši oddaji. Zanimivo. Tole ste posneli v Zagrebu, ne? V Zagrebu smo snemali. To je avtobiografsko od basista. A je bilo prav zares tako? Mislim, ni bilo zares, mislim, končal je s punco, ne, pa se je mal na grob način povedal, ampak spot se je po moje več na hrvaškem odrolu, kot v Sloveniji. No. Aha, tam ste bili pa dobri, ne? Tam smo bili med prvim tremesti, ja, na HTV 2. A res? O, to je pa dosežek, ja. Po moje to kar, no, mislim, ne vem, ko se druge slovenske skupine tam plasirajo, ampak mi smo vedno, nismo imeli niti založbe, da bi nas nekako promovirali, vse smo sami smo vse delali, ne. Ja. Se tudi nismo nekako, ne vem, neki nasilo, nekam silali v kakšne vdaje. Pa. A zdaj ste pod kakšno založbo? Zdaj smo
pod založbo Marjan Records. To je en tip Marjan, ki ima full cache-a. A ja, in ima kar svojo založbo. Ja, je kar svojo založbo tam v Malem Črnelu živi, tam, ki imamo tudi vaje. On, mislim, eno kmetijo ima tudi zdaj traktorje kupil na leasing, pa tako, full cache, no. In zelo uspešno deluje, ne, tako da to je to Marjan Records. Aha. Ja, dobro, ja pa kaj če vam midva še povedati? Da bo, v bistvu, da bi bilo dobro, da ljudje zdaj, ki naj gledajo, vedo. Ja, da naj pridejo na kakšen drinkers koncert, ne, da odprejo ventile, da se sprostijo, da ne bojo skozi sami doma pilno, da skupaj kaj. To je res. Ja, se tisti, ki ste sprejle zamudili, premierno smo zavrteli skladbico Tine Rine. No, to bomo naredili tudi na koncu oddaje. Skratka, da tisti, ki ste to bom rekel, da vam je ušlo, ne, na koncu oddaje bomo še enkrat zavrteli. Ja, zanimivo, no, veliko si upate, bom rekel, in to je dobro. Res, gremo čez rob, ne, ampak nam je to všeč, ne, zato. To so tudi drinkersi toliko časa obstalno, po moje, ker so si vedno upali. Zdaj so slavili 10 let, mislim, da zdaj prihaja 11 let ali 12, ne vem, zdaj me bojo za ušesa, maki nič ne veš. Ampak tam nek so, no, mislim, super, no, sej, taki nacionalni hiti, no, pijemo ga radi stari in tam mladi, ne. Ja, to je res, ja. To je res, ja. Ja, pa zdajle bova še nekaj zavrtela. In sicer tole bo še ena skladbica, ampak tole pa bo zdajle že, mislim, da skupina The Drinkers, skladbo, katero si prej omenil. I Love Alcohol, starim pevcem Koljom. Ja, to bo tudi premiera. Pa moj erotični vložek. Aha, no to bo tudi premiera.